Danes imamo prav posebne goste. Aleš Abram iz društva BioExo je pripeljal tega kuščarja. Se to je kuščar, ne? Res je, to je bradata agama Tine. Tine mu ime, ja, super, Tine. A grize? Ne vem. A grize? Grize, najrajš grize čričke, kobilce, kakšno solato, regrat in tako naprej. Ljudi pa ne grize. A ne, da ti ne? Ga probam. Evo, nič bad. O, kak je, le kak se je napihnil. Zakaj se je napihnil? Toplo roko imaš in mu dober dene. O, s Tinetom sva že prijatelja. A mi ne more da padeti, skočiti ali pa... Aha, poglej, jaz sem eno vsem strah, ampak... Ejte, Tineta, pogledajte ga, dan se je še posebej lepo pripravo za obisk. Tine je full faca, jaz imam prvič Tineta v roki, jaz prav čutim, ko se malo premikam. Tine ima celo punca s sabo, a ne, Aleš? Ja, res je. Evo naša Magda, sicer glih dober iz levitve, malo se mora še zleviti. Magda je pa malo bolj veteranka, ona je naredila že en kup delavnic, odpravljanja predsodkov, spoznavanja eksotičnih živali. Naš Tine je pa bolj še začetnik, pripravnik, on je star 1 leto, ona je pa več kot 8 let stara. Kako pa to zraste? A ja, takle nekje. Ja, to so odrasle živali, tako da pravzaprav v prvem letu, letu pa pol doseže odraslo velikost. In potem sama življenjska doba je pa odvisna od tega, koliko dobro za njo poskrbimo, ampak če se jim godi dobro, živijo nekje do 14-15 let. Lepo. V društvu BioExo pripravljate tudi nekaj posebnega v Mozirskem gaju. Res je, z veseljem sporočam, da pravzaprav se pripravlja že kar 28. BioExo, 28. največja razstava našega društva. Za videz bo pa marsikaj. Dobimo se pa od tega četrtka do prihodnjega ponedeljka. Tudi kakšno brezplačno stopnico lahko dobite na Facebooku Radia Celje. Poglej, kako se je napihnil. A je prdnil? Ne. Man se zdi, da vidi Magdo, pa ji hoče povedati, ker sem jaz frajer, pa sem na rokah od napovedovalca, ti si pa še zmer paralešu, jaz sem bolj pomemben. A ja, to se prav toliko napihne pol, ha? Ja, s tem hoče povedati, jaz sem ta glaven. Zdaj se bomo predstavili v drug del studia, tja se mičken bojim iti, ker tam je pa nekaj drugega. To je ful velik grozen pajek. A je, ni, ne? Ja, grozen ni, pa ful veliki tudi ni, bomo imeli na razstavi še dost večje. To je ogromen pajek, ki si ga predstavljate doma na steni gor. Za katerega pajka gre? Tole je ptičji pajek, Gramostelorosea, latinsko ime, njej ime drugače rozi. Ko že samo ime pove, je prečudovite barve, rozaste barve. Zaradi tega ima to tako ime, seveda. Rozi si je samo za Radio Celje nadela čist novo obleko. Levila se je, ne? Tako, res je. Glede na to, da se odrasli pajki ne levijo več tako pogosto kot mladiči, smo zelo veseli, da se je direkt pred intervjujem oziroma nekaj dni nazaj zlevila. Tako da je zdaj tudi popolnoma sveža na roki in ko mi čakam, da naredimo ta manever rokovanja, če si za. Ne vem, a sem. Ja, kaj pa moram narediti? Torej, zelo pomemben je, da imaš roke pri miru in najbolj pomembna stvar, da jih ne premakneš, umakneš, da slučajno ona ne bi padla na tla. Nič bad, bomo počas, ji bom jaz pomagal, svoli Rozi, reši predsodek. Odlično, prav, kakšen je občutek? Rozi je pri meni na roki, pajki drugače ugriznejo. Res je. In to ona ne bo zdaj naredila, ne? Ne bo.
Naš bar. Okay, ne bo. Če pa že slučajno Rozi ugrizne, premika se. Mislim, da se je polulala. Je. Nekaj dela. Strah jo je. Dej hiter, polula, prav polula. Rozi se je polulala. Dejansko se je polulala. Ja, to je naredila verjetno zaradi tega, ker jo je malo strah, ampak je spoznala, da si prav prijeten in Rozi, a je v redu? Ni take panike, ne? Ja, nima vsak možnosti, da ga ptiči pajek polula, pokaka. Prvič v roki držim ptičjega pajka. Poglejte si to, ne samo, da je me polulala, pokakala me je. Ne. Prav dejansko me je pokakala. Mogoče se te je poznačila kot good guy, evo. Posrala me je. Nisva prijatelja, Rozi. Rozi, Se ne reč. upam zdaj to niti povohati. Mogoče pa pričakovala čirička, vidiš. Pa se je zdaj zahvalila, nisi mi ga dal. No, sam smrdi pa ne, saj to, ne. Ja. Smrdi pa ne. Res je. Ja, kolikrat pa lulajo, pa kakajo pajki? Je čisto odvisen je, koliko dobijo za jest, koliko hočejo jest. Ona zdaj, odkar je odrasla, več kot 10 let je stara, ni več tako dober jedec, kot je bila kot mladič. Kot mladič je jedla na nekaj dni. Zdaj je to bolj na tedenski bazi oziroma več tedenski bazi, odvisno, kolikor jo prime. Če bi tudi vi radi videli, kako izgleda, kot ptičji pajek polula in pokaka, lahko to vidite v Mozirskem gaju. Kaj se tam dogaja? Tam bomo imeli največjo razstavo eksotičnih živali na prostem, tako da vabljeni vsi. Od četrtka pa do prihodnjega ponedeljka se dobimo tam. Rozi, se vidiva, vsem bom povedal. Polulala me je, polulala. Mi dva sva že ful dobra prijatelja. Glejte. Na, pridi. Ja, poglej ga, pikec, mikec, mali, nam, hruška, dobra. Ja, ti Aleš ne daniš hruške, a ne? Ja, da se ne zrediš. A imaš dost? Dost imaš. Možeš dobro. Res je dobro, še malo.